In mame mi recimo razlaga, da punce vstajajo jutro ob 5, telovadijo, pišejo dnevnik, potem se zaklenejo v kopalnico, so tam uro, 2, v šolo, spet neka rutina in to postaje neke vrste obsesija. To je problem, s katerim se pogosto srečujemo. Jaz imam dosti pacientov, ki pridejo k meni na sveta zaradi tudi estetskih problemov in imajo se dobesedno vrečo različnih krem. V cenovnem razponu od nekaj evrov do nekaj več 100 evrov. Kemija je seveda v teh izdelkih zelo velik. Kadar neka krema obljublja, da nam bo povrnila mladostni videz brez gub, ali kadar se ne moremo upreti novi modni barvi rdečila, le redko preverimo njune sestavine. V vsakem kozmetičnem izdelku je veliko kemijskih snovi in seveda niso vse škodljive. Nenazadnje so vsi izdelki podvrženi strogemu pregledu, preden se znajdejo na policah. Vendar pa se tudi dognanja o tem, kaj lahko škodi telesu, spreminjajo. Kar je nekoč veljalo za povsem nedolžno, ima danes oznako škodljivosti. Kako družbeni trendi in lepotne zapovedi krojijo našo samopodobo in kaj vse smo pripravljeni storiti, da jim sledimo. V novi epizodi podcasta Samo en planet bomo vzeli pod drobnogled kozmetiko z vsemi njenimi dobrimi, včasih pa tudi škodljivimi posledicami. Gostje tokratnega podcasta so Lucija Čevnik, doktorica socioloških znanosti, Alojz Grabner, vodja urada za kemikalije in Borut Žgavec, doktor medicine, dermatovenerolog. Lepo pozdravljeni in dobrodošli v podcastu Samo en planet. Pozdravljeni. Dobro večer. Kozmetika nam zleze pod kožo dobesedno, pa tudi v prenesenem pomenu besede. Dobesedno tako, ker pač koža, ki je naš največji organ, na katero dajemo vsa ta lepotna sredstva, to vsrka in seveda gredo stvari tudi globlje v telo. V prenesenem pomenu pa nam zleze pod kožo zato, ker nam daje velike obljube o tem, kako bomo z uporabo kozmetičnih preparatov, sredstev lepši, mlajši, skratka bolj všečni, kar je danes že skorajda družbeni imperativ. Pa če gremo zdaj najprej v ta materialni, dobesedni pomen, kemija, ki je prisotna v kozmetiki, brez kemije seveda kozmetičnih sredstev ni, ima pozitivne lastnosti. Sej kemija sama po sebi ni nek bav, mi smo vsi sestavljeni iz kemičnih elementov, tako da je nek pretiran strah tukaj odveč. Vendar me pa zanima, Lojze, ste rekli, da vas lahko Lojze kličem, kakšna je ta kontrola, koliko je natančna in koliko se recimo dogaja v Sloveniji, govorimo o sestavi kozmetike, in ali izdelke, ki prihajajo iz drugih dežel, tudi še dodatno nadzorujete pri nas, ali pa to počnete samo s kozmetičnimi izdelki, ki so proizvedeni v Sloveniji? Ja, torej, lahko rečemo, da kemija v izdelkih, ki se prodajajo oziroma ki se lahko kupijo na naših policah, je pravzaprav ena najbolj varnih, tudi v svetovnem merilu. Slovenija in z njo, oziroma Evropska unija in z njo Slovenija imata praktično eno najstrožjih, če ne kar najstrožjo in najbolj podrobno in najbolj regulirano to področje. Tako da, kot ste rekli, kemija je seveda v teh izdelkih zelo velik, ampak res pa je, da je praktično zelo dobro regulirana. Tako da noben izdelek, ki prihaja na naše police, ki je proizveden v Evropski uniji, načeloma že po definiciji ne more in ne sme biti nevarna oziroma škoditi, če se ga seveda uporablja na normalen način in v skladu z navodili, ki so zelo velikokrat prezrta. Tako da, ja, potrošniki smo vedno bolj, recimo pri hrani smo postali vse bolj pozorni, kako je pridelana, je naravno, je uporabljeno
so uporabljeni pesticidi in podobno, ne. Pri kozmetiki morda nekoliko manj, tudi zaradi tega, ker verjetno mnogih stvari, mnogih izrazov, ki so na teh deklaracijah napisani, niti ne razumemo povsem, ne. To je pa res, ja. To je mogoče slabost ravno tega pristopa, da seveda računa na nekega izobraženega in zelo dobro podučenega in podkovanega potrošnika. Če pa gremo brati seveda zdaj sestavine na embalaži, je pa res, da pravzaprav že pri prvi kemikaliji, ki je počano voda ali pa ki se reče aqua, se naše znanje pravzaprav že je tega že premalo. Ampak sej v tem primeru niso zdaj ravno sestavine tiste, ki so ključnega pomena. Zelo pomembna so navodila in pa opozorila. Namreč zelo veliko kozmetičnih izdelkov ima regulirane sestavine, za katere pač velja, da se jih lahko uporablja na tak in samo na tak način, ampak tega ljudje pravzaprav ne berejo. Vsi mislimo, da vemo, kako se to dela in ponavadi gremo malo po domače. In seveda tudi niso vsi izdelki za vsakogar, za vsak tip človeka, vsak tip kože. Kaj pomeni pravzaprav to, ko piše, da je dermatološko testirano? Povejte mi vi, Borut, kot dermatolog, je to nekaj, kar lahko potem uporabljamo brez vsakršne skrbi? Tukaj bi mogoče najprej na začetku razčistil, kaj pravzaprav je kozmetika oziroma kaj so kozmetični proizvodi. Torej, tisto, kar pogostoma uporabljamo in mogoče ženske malo več kot moški, je tako imenovana korektivna kozmetika, torej ličila v smislu, da si poudarimo rdeče ustnice, da imamo, ne vem, modre oči oziroma gornje veke in tako naprej. To je ena vrsta kozmetika, kjer ne pričakujemo nekega učinka na kožo ali karkoli, ampak želimo poudariti ali pa zakriti določene stvari pudre. Potem pa imamo kozmetiko, s katero pa imamo dermatologi največ, bom rekel, težav in največ navzkrižja z našim pogledom na kožo, kot zdravniki na zdravje kože, delovanje kože in poznavanje tega. To je pa kozmetika, ki obljublja seveda določene spremembe na koži, ki pravzaprav posega že v terapevtsko področje, saj z njihovo filozofijo. Bo zmanjšala gube, bo odstranila pigmentna znamenja, bo, ne vem, nas pomladila, bo navlažila kožo, bomo imeli bolj napeto, ne. Torej, to so že neke obljube k neki funkciji, nekem delovanju na kožo, kar pa seveda se pojavi problem na več nivojih. Prvi nivo, ki ga največkrat opažamo, je, da v dermatologiji oziroma v medicini, jaz to vedno poudarjam, in to ne se vsak pri sebi vpraša, je najtežje postaviti diagnozo. In tudi pri estetiki, tudi pri uporabi kozmetike, ko mi nekaj kupujemo, se moramo pravzaprav vprašati, kaj želimo s tem doseči. Mnogokrat pacienti sploh ne vejo, kaj želijo doseči. Želijo biti lepši, želijo biti lepše izgledati. Jaz vedno svetujem mojim pacientom, da preden se odločijo za neko kozmetiko, nakup, naj pravzaprav se vprašajo, kaj želijo z njo doseči, in naj se potem mogoče posvetujejo z strokovnjakom, torej strokovnjaki za kožo smo dermatologi, in da lahko svetujemo, kaj se bo lahko doseglo in da tudi damo neka realna pričakovanja. Namreč za samo kozmetiko, torej govorim za preparate, ki so prosto na tržišču. Drugo so potem, bom rekel, zdravila, ki jih uporabljamo tudi v obliki krem, ki seveda imajo malo drugačen učinek, žal tudi ne tako čudežen pri nekaterih stvareh, ki so v želji, ampak to je problem, s katerim se pogosto srečujemo. Jaz imam dosti pacientov, ki pridejo k meni na sveta zaradi tudi estetskih problemov in imajo se dobesedno vrečo različnih krem. Pa sem probal to, pa, bom rekel, in moške in ženske, no, ne bom zdaj sem probala to, pa sem poskusila to, pa tam je bila všeč, tam je bila v redu. V cenovnem razponu od nekaj evrov do nekaj več 100 evrov. Ne? In seveda potem so čisto zmedeni in pogostoma pretirana uporaba kozmetike, sploh pa nepravilno izbrane, ima pravzaprav obraten učinek. Lahko poslabša na spremembe na koži, lahko povzroči nekatere kožne bolezni, lahko poslabša nekatere kožne bolezni. Ne? Seveda, zdaj se pogovarjamo samo o zdravi koži.
Da se vse skupaj zakomplicira je pa še takrat, ko imamo pravzaprav kožne spremembe, ki so patološke, ki so bolezenske. Naprimer imamo kje pa kakšen mozolček, ki ga sicer podcenjujemo, ampak vsak mozolček pomeni običajno vnetje dlačnega mešička, ki nastane zaradi različnih vzrokov. In seveda potem si jih želijo skriti in mažejo in mnogokrat jih poslabšajo. Dali ste nekaj izvrstnih nastavkov, izvolite, Lojze. Mogoče bi se majčkeno navezal na to. Prvo pravilo, da se lahko pogovarjamo o kozmetiki, je tudi v našem regulatornem smislu to, da kozmetika ne sme učinkovati z nobenim medicinskim učinkom. Skratka, nobenih takih obljub in trditev in nobenih tudi ne takih učinkov ne sme imeti. Celo tako daleč smo šli, da je niti zdravniki ne smejo predstavljati v reklamah in tako naprej. In tega je bilo kar nekaj s tistimi zobnimi kremami in raznimi zobozdravniki, ki so delali reklamo, ampak to se je že zelo približalo tisti meji, ko zadeva ne more biti več kozmetika. Kozmetika mora biti samo korektivna, negovalna, kakorkoli že, nikakor pa nič medicinskega, nič zdravstvenega. Ampak to še vedno obljubljajo. In tudi je na tržišču. In tudi vedno bojo, to je pa dejstvo. Lucija, kaj si želimo? Vi se srečujete z nekim drugim poljem, ne z kozmetičnim, tako kot Borut, ampak verjetno na težave, s katerimi se soočajo ljudje, ki jim svetujete, katerih terapevtka ste, pa verjetno vpliva tudi velikokrat samopodoba. In povejte nam, s čim je ta samopodoba od zunaj pogojena? Zdaj, te notranji vzroki so intimni, odvisni od vsakega posameznika, ampak zdi se mi, da ima močan vpliv tudi trend, tudi družbena situacija oziroma trendi, ki jih propagirajo vplivneži in vplivnice. Ja, to je danes kar velik izziv, predvsem pa je ta večna želja ostati lep in mlad. Ampak je danes seveda to toliko bolj prisotno v družbi, kjer smo ves čas obkroženi z nekimi idealiziranimi podobami. Sej lepotni ideal je bil vedno postavljen tako, da je bil težko dosegljiv. Če je bil v srednjem veku, je za lepo telo veljalo obilno telo, je danes v družbi obilja lepo telo, zelo, zelo shirano, shujšano telo. In danes pa, ko smo res ves čas nekako bombardirani s temi nerealnimi lepotnimi standardi, sploh če odpremo družbena omrežja, in mladi so danes res veliko na teh omrežjih, so ta pričakovanja do sebe toliko višja in toliko bolj zahtevna. Saj ljudje smo vedno nekako težili k temu, da ohranjamo svojo mladost, lepoto, ampak danes je pa to postala neke vrste obsesija. Porabimo ogromno časa, energije in denarja za to, da poskušamo sebe približati nekemu lepotnemu standardu, ki nenazadnje sploh ni realen. In sploh mladi, ko sledijo nekim influencerjem, so tu še toliko bolj zaslepljeni. In seveda to povzroča številne anksioznosti, stiske, depresije, da ne rečem tudi samomorilnosti, motnje hranjenja. Ravno zaradi tega. In seveda proces globalizacije to, bom rekla, še vse toliko bolj premešal, da recimo naše najstnice danes množično sledijo vzhodnjaškim, sploh korejskim, ki imajo popolnoma drugačno fizionomijo telesa. In one rabijo malo nekaj potrenirati, naše se rabijo 10-krat bolj truditi, da dosežejo takole telo, kar postaja nek lepotni standard. In seveda ti pritiski na telo zdaj niso samo pri dekletih, pri ženskah, ampak tudi pri moških, toliko večji. In danes dejansko smo prvič v zgodovini, lahko temu tako rečem, izpostavljeni tudi situacijam, kjer boleče lepotne prakse, vedno smo rekli, za lepoto je potrebno potrpeti, niso izpostavljene samo ženske, dekleta predvsem, ampak tudi fantje. Depilacija postaja nek vse splošno trend, normalizacija telesa, potem zelo zahtevne telesne vadbe, hujšanje, lepotne operacije, vse to je postal nek normativ, nek nov standard. Torej, želimo svoje telo nekako ohranjati na dolgi rok, mlado, lepo, pravzaprav brez kakršnih koli nepravilnosti, kar je seveda
iluzija na nek način, ne? Oziroma terja ogromno časa, energije in denarja in je velikokrat marsikomu tudi z tega vidika nedosegljivo. In seveda, ko neko dekle, ki sledi neki influencerki, ki navzven kaže to neko popolnost, mogoče je celo dosega, ne, in se potem sama pogleda v ogledalo z mozolji, poraščena, s kakim kilogramom preveč, ne, normalno, da občuti neko anksioznost in to močno zaznamuje samozavest. Telo pa je danes postalo kot objekt, ne dojemamo ga več kot del osebstva, ampak kot plastelin, ki ga lahko oblikujemo vsako leto drugače, v skladu z nekimi novimi trendi in standardi. Zdaj, bil je, ampak to mislim, da je že desetletja nazaj, trend porjavele kože. Danes med mladimi to ni več. Prej ste, Lucija, omenili ta ideal korejskih, japonskih žensk, ne, in njihove porcelanaste polti. Se pravi, da ta težava danes pri mladih ni več toliko prisotna, ne? Kaj bi rekli, opažate? Mogoče tudi vi opažate, da so mladi bolj osveščeni, kar se tega tiče. Odvisno od koga, ne, in tudi odvisno, kakšne težave ima. Ne. Ker, na primer, mnogokrat pri mladih, recimo, ki imajo akne, vejo, da če bojo šli na sonček, bo porjaveli in se bojo malo navidezno izboljšali. Dolgoročno je to poslabšanje, seveda nekako odsvetujemo izpostavljenost sončana, ampak čez poletje se bo to manj videlo. Ne? Tudi kakšne strije, kakšne žilice po nogah, po porjaveli koži bojo manj videli. In tukaj zelo težko prepričati, da ne. Na drugi strani, ko ste omenili, ne, ta svetla polt, ja, ampak vedno gremo v drugo skrajnost. Ne? Svetla polt je bila že popularna že prej, zato so gospe nosile parazole, ker je bil to znak. Predprejšnjem stoletju. Tako. Ampak, in to se dogaja tudi v tujini, naprimer sam sem, ko sem bil tudi v Združenih državah Amerike, smo imeli takrat dosti pacientov Azijatov, pa naprimer, ko sem bil na Japonskem, tam imajo klinike dermatološke, ki se ukvarjajo izključno z posvetljevanjem kože. Prav. Skin bleaching za posvetljevanje kože. In seveda potem se uporablja naprimer hidrokinon, ki je v Evropski uniji, kako vem, prepovedan, ne, za posvetljevanje. V preteklosti so gospe celo arzen uporabljali, bizmut, živo srebro, torej zelo škodljive zadeve. Torej vedno, če iščemo, kot ste prej rekli, neke nerealne, nam usiljene lepotne ideale, pridemo na te skrajna meje, ki so pa v bistvu že škodljive za našo zdravje. Ne? In ravno to je, to se recimo upaža, ne, da sploh mlajša generacija, v glavnem, bom rekla zdaj, koliko so to so zdaj najstnice ali pa srednje šolke, ogromno posegajo po korejski kozmetiki, in prav so portali, ki bajno služijo, bom rekla, ogromno je tudi zahodnjakov, ki tam kupujejo, ampak oni ne sprašujejo, kaj je najboljše dermatologov, ampak influencerje na TikToku. In prav vidim, imam tudi sama hčero, ki bo 14 let, in ona bo prišla z nekim trendom. One to med sabo skomunicirajo, ker so to videli, da so odlični učinki, in poiskati to takoj na spletu in to kupiti. In seveda te kreme imajo vse ta whitening efekt. Tako kot pri nas zobne paste, ko greš na vzhod, ima praktično, ne vem, v Indiji, Tajska, vse ima whitening efekt, vse povzroča oziroma ustvarja nek bel efekt. Zakaj tako težko sprejemamo svojo lastno realnost? Ne? Zakaj nam je tako potrebna ta iluzija? To se jaz dostikrat vprašam, in kdaj to preneha, recimo, ne? Ker v mladih letih je normalno, iščeš neko svojo podobo in tako, ampak se mi zdi, da kar ne neha, ne? Da tudi pri mnogih tudi z leti to nekako ne usahne in smo večno nezadovoljni s sabo, ne? In posegamo po tem, onem, tretjem. Ampak to je družba, kjer se rodimo sicer z neko popolno samopodobo, ampak pol se tega odučimo. Družba, družina, vzgoja, vse nas uči, da taki, kot smo, nismo okej, da najprej moraš nekaj postati, nekaj imeti, nekako zgledati, pol bo šele okej. In zato najprej se demantira ta dobra samopodoba in potem ti ponujajo, modna in kozmetična industrija, 1001 produkt,
da na tej negativni samopodobi začneš graditi nekaj, da šele boš postal. A ne. In ta iluzija seveda je vedno nedosegljiva, vedno si korak za tem idealom. In je to večna tekma samega s sabo. Zdaj ste me spomnili na vers iz ene pesmi, enega slovenskega pesnika Esada Babačiča. Vsak otrok je lep, ko se rodi. Ne? Ampak zakaj to pozabimo potem? Da smo lepi. Ja, seveda. No, jaz bi tukaj omenil eno stvar, ki jo ne smemo mešati. Ne? Na eni strani je ta lepotni ideal, ki je pravzaprav hoče dosegati korekture. Ne? Torej, ne, da sprejmemo svoj obraz, ampak nas začne moti. To je dostikrat lahko tudi znak neke psihološke težave, dismorfni sindrom imenujemo, ker sebe vidimo vedno drugače. Vsak mal. Naprimer, včasih pridejo pacienti k meni, pa imajo vse super, pa rečejo, joj, to sem pa po mami dobila grde žile, ne, naprimer, ne, pa je dobila milijon lepih stvari po mami, ne, ampak vidi tisto, kar ga moti in tudi v ogledalu se vidimo drugačni, kot nas vidijo drugi, ker se vidimo vsaki dan, ker se gledamo pod drugo lučjo, pod drugim kotom in nas mogoče motijo stvari, ki drugi ljudje sploh ne opazijo na nas, ne. Ampak se pravi, na eni strani so te korekturne, naprimer nas moti nek nos, ker je mogoče malo drugačen, ker želimo še imeti velike ustnice, ker so to neki ideali. In to je, bom rekel, ena skrajnost. In ta skrajnost iz zdravstvenega stališča ni v redu. Ne? Ker to tudi taki ne bojo nikoli, skoraj mnogokrat ti, ki imajo dismorfni sindrom, nikoli niso zadovoljni. Ker karkoli se naredi z njimi in tukaj je tudi dostikrat etično vprašanje zdravnikov, ki to delajo. Ne? Na drugi strani pa ste rekli, kdaj se to neha, pa srečujem, veste, je pa drugače. Naprimer, jaz vedno je problem, kaj je to estetika, to je zdaj filozofsko vprašanje, ne? Ampak kot dermatolog vem, da je naprimer za nekoga, ki ima akne, ki ima bolezen, to je kožna bolezen, če jo pozdravimo, rešimo estetski problem. Čeprav smo pozdravili bolezen, ki se vidi. To je problem kožnih bolezni, da so vidne. Ne? Nekdo, ki ima neko drugo kožno bolezen ali pa naprimer z sončnimi poškodbami dobimo določene spremembe, določeni tumori se pojavijo, včasih maligni, včasih ne, ampak motijo. Laiki temu rečejo, mi raste ena bradavica, mi zraste, ampak to je lahko resna stvar. Vedno je treba diagnozo. In ko tudi pri starejših pacientih to odstranimo, je pacient zadovoljen, ker izgleda bolj urejeno. Veste, in to ni zdaj estetika in neka nečimrnost urejanja, ampak je to, da izgledaš urejeno. Jaz vedno primerjam, naprimer, ko sem bil, jaz prihajam iz majhnega kraja, dol z Primorske, ampak ženske, tista, ki je bila vsaki dan, naprimer, našminkana ali pa da je imela urejeno frizuro, je veljala tako za nečimrno, za takšno, ki je malo, mogoče ne bom zdaj rekel, kakšnih grdih izrazov. Gospe so se uredile, pa frizure, naprimer, če je bila kakšna birma, če je bila ohcet, ampak vmes so nosile ruto, so nosile kite. Ne? Danes, če ženska ni urejena, izgleda, da ni urejena, če pride v službo brez nekega make-upa, lepo oblečena. In tukaj je dermatologija ali pa tudi medicina, dermatologija napredovala, da mi določene majhne korekture lahko popravimo dejansko na koži, ki se pojavijo. In mnogokrat lahko človek, ki ima naprimer neki zrastek tukaj, karkoli izgleda neurejen, če si to ne uredi. To se da narediti. In druga stvar, mnogokrat mi kakšne pacientke sploh rečejo, ne, jaz se hočem naravno starati, hočem biti naravna, kakor je. Ne? To se jaz strinjam, ampak uporablja ličilo za ustnice. Uporablja maskaro za obrvi, uporablja puder, da zakrije stvari. Torej, ni naravno, to ni njena naravna lepota, jo zakriva, jo kamuflira, ne? Torej, želi izgledati drugače. Noče pa priznati teh novih stvari, ki jih imamo možnih, dejansko na popravljene kože. Zdaj se ne pogovarjamo o teh korekturnih, kot so razne polnila, pa vsadki, pa kirurški posegi, ampak že z nekaterimi tehnikami, dermatološkimi, tudi nekaterimi, tudi kremami, lahko dosežemo boljšo kvaliteto kože, določene nepravilnosti se popravijo in je izgled potem boljši. Ni treba uporabljati pudra, ker bo že lahko naravno. Ne? Tako da to se spreminja, ne? In to je skrajnost na eni strani, ko dosežemo neko urejenost, neko naravno staranje, pravzaprav še vedno so lahko gubice in gospa zgleda, ampak zgleda urejeno. Ne? Na drugi strani so pa te, kar jih jaz gledam, mogoče dismorfne strukture, ki si povečujejo ali pa hočejo biti čist bledi ali pa hočejo biti drugačni, kot v resnici so. Ja, mogoče, ampak tudi ne samo to. Ne gre predvsem za to,
za neke vrste obsesijo, ne tudi ne zdaj za korekcijo, ampak ne, gre zdaj za, bom rekla, za neke rituale, ki so se razvili v smislu wellnessa ali pa self-care, kot rečejo punce, skrbi zase, in to pomeni rutina, zjutraj vstajanje 12-letnice, 9-letnice in uporabljajo tono kozmetike, a ne, zato da pač neka rutina in čiščenja in krem in ne vem, 1001 produkta za bolj, mislim, ne toliko za izboljšanje, bom rekla, neke strukture kože, kot bolj, bom rekla, pripadnosti neki ideologiji. A ne? In to postaja kot neke vrste obsesija. In mame mi recimo razlagajo, da punce vstajajo jutro ob 5, telovadijo, pišejo dnevnik, potem se zaklenejo v kopalnico, so tam uro, 2, v šolo, spet neka rutina in to postaja neke vrste obsesija. Ki seveda predstavlja nek nenormalen življenjski ritem, ki je samo korak stran do tega, da zapadejo v neko obsedenost, neko zasvojenost. In danes tudi govorimo, ne, o zasvojenosti s kozmetiko. To so neki novi fenomeni, ki jih ne gre več kar spregledati. In seveda to velikokrat vodi tudi v neke motnje hranjenja, tudi v to, da postanejo mladi nefunkcionalni, ravno zaradi takih in drugačnih ritualov, ki jim sledijo. Ne? In ti influencerji so danes taki novodobni guruji, jaz rečem. Ne? In je to res sledenje samo in enemu in to gre predvsem sledenje nekemu idealu popolnosti, perfektnosti, ne? Ki jo ta oseba poosebla na nek način. Se pravi, skoraj da že za lahko govorimo o kultu, ne? Tako, ja, lahko bi rekli temu, no. Prej, ko ste omenili, Borut, seveda, ne, to, kar ste razložili z medicinskega vidika, ne, ko je potreben nek poseg, neka sprememba, to je seveda povsem, bom rekla, normalno in vsak, ki tega ne naredi, mu je lahko žal, a ne. To, o čemer je pa Lucija zdaj govorila, je pa tisti negativni problem, recimo, v kozmetični industriji in kozmetike. Ampak, ko ste vmes omenili tudi te globlje posege, se pravi razna polnila in botokse, če se tako imenuje, ne, in verjetno so še drugi, me zanima, kako je pa s temi rečmi na ravni reguliranja, ne, ker tudi vse sorte prihaja verjetno po spletu, ne, in tudi niso vsi, ki se ukvarjajo z iniciranjem tega, pravzaprav specialisti, strokovnjaki, kvalificirani in verificirani, da to počno, ne. To se lahko zgodi tudi kar v nekem kozmetičnem salonu, ne, danes že. Kakšna nevarnost pa tukaj, recimo, preži na uporabnike in uporabnice? Jaz lahko tu sem zelo kratek. Ja, tu se pogovor o kozmetiki neha, ker praktično vse, kar gre pod kožo, ne paše na to področje in tako da... Ampak so pa seveda tudi te snovi nekako pod regulacijo. Imate vi pregled nad tem, kaj je na slovenskem tržišču prisotno ali ne? Se bojim, da ne. Mislim, ne, bom tako, moram prav povedati. Ne pri nas na Uradu za kemikalije in ne pod področjem kozmetike. To so zdravila. Na primer zdravila. Kako se lahko polnilo kvalificira kot zdravilo? Kaj zdravi? Zdravi, bom rekel tako, zdaj polnil je več vrst, različne vrste so. Moram reči, da te s hialuronsko kislino ne vem natančno, kako so določene, lahko vam povem, kako je za neuromodulatorji. Neuromodulatorji, neurotoksini so tisto, kar rečemo botoks. V bistvu botoks v Sloveniji pravzaprav sploh ni registriran. To je pač registrirano ime teh neuromodulatorjev, to so derivati tega botulinusovega toksina. Jih imamo zdaj na tržišču kar 6 različnih tipov, pač različni proizvajalci, ampak vsi imajo zelo podobno ime, ampak po domače, zato da pacienti razumejo, rečejo botoks, tako da rečete selotejp, pa je vsak lepilni trak lahko selotejp. Ampak, kako? Ne več. Generično. Generično, ja. Torej, to so zdravila. Naprimer, v tem primeru to so zdravila. So v registru zdravil in tudi kot, naprimer, zdravnik, kot ustanova, kjer pač to delaš, jih tudi nabaviš tako, kot pač nabaviš zdravila. Ne? Nekatera polnila, naprimer poli-L mlečna kislina, je bila registrirana kot zdravilo za zdravljenje lipoatrofij.
Lipoatrofije so stanja, pri katerih pride do oziroma do tanjšanja podkožnega maščevja. In razvito je bilo pravzaprav na primer za bolnike z AIDS-om. Pri bolnikih z AIDS-om se je pojavila lipoatrofija lic in so potem registrirali, da so to se uporabljalo. Naprimer, prvi nevromodulatorji, naprimer, prvih so začeli, pravzaprav so bili, rečemo, nevrologi pa oftalmologi, ker so se uporabljali za, kaj dela nevromodulator, če smo zdaj na področju botoksa. Nevromodulator deluje tako, da ne bom zakompliciral, zelo preprosto sprosti mišico, prepreči prenos impulza električnega iz živca, ki pač da komando na mišico, na samo mišico. Zaradi tega se mišica tam sprosti. Živec ne vpliva več na njo tako močno, ali pa celo, če date več, lahko si čist prekinete na več področjih. To se je uporabljalo naprimer pri strabizmu, naprimer, ko so imeli ena mišica v očesu je preveč vlekla na eno stran, pa so dali noter nevromodulator, pa se je ta nevromodulator uredil. In prve dva, to sta bila Karuter, sta pravzaprav ugotovila, da so se tudi gubice popravljene in so jih začeli uporabljati. To je bilo čisto tako slučajno odkrite. Potem, naprimer, nevromodulatorji so registrirani v Sloveniji, naprimer Disport, za uporabo tudi pri, naprimer, nevroloških pri spazmih, kar vleče, naprimer, če nekomu, če ima spazem, ki mu mišico vleče ves čas, se daje noter, da se sprostijo. Torej je več medicinskih indikacij, zato so to indicirani. Seveda je potem industrija skušala tudi te indikacije razširiti na določene področje gubic, in tudi dejansko so bile potem narejene študije in določeni preparati so registrirani tudi za uporabo v, bom rekel, estetske namene, za glajenje oziroma za zmanjšanje vleka mišic, naprimer teh gubic ali pa da teh gubic, iz tega je pravzaprav izšlo. In zaradi tega so tudi večina teh preparatov registriranih kot zdravila. Čeprav se potem skoraj pogosteje uporabljajo za estetiko kot za samo. Ampak dejansko morate vedeti tudi eno stvar, da z leti, ko pride do določenih atrofičnih sprememb, naprimer, prej smo se pogovarjali o teh gubicah, dejansko tukaj ne bo pomagala nobena krema, ker je zmanjšan volumen. Ampak če damo čist malenkostno polnila na to področje, da se ta izgubljeni volumen povrne, ne bo nobenem videl, da ste vi napihnjeni zaradi tega. To je problem dostikrat te pretirane uporabe. Tukaj smo se prej pogovarjali, ker grejo v veliko skrajnost, ko hočejo pokazati, da je bilo to narejeno. To je pač pa potem drug problem. Lucija, ko se pogovarjate bodisi s svojo hčerko, njenimi prijateljicami in še drugimi mladimi v družinah, ki jim svetujete, s katerimi se srečujete, kako ocenjujete ta pojav? Nekaj ste že povedali o tem, ampak recimo jim na kakšen način probate zmanjšati to količino kozmetike oziroma vplivati na nje, da vendarle ni potrebno imeti 10 produktov za nego, pa potem še naslednjih 15 za dekoracijo, ali pustite, da to nekako izveni samo od sebe? Sigurno je to neko obdobje, kjer vsak išče neko svojo identiteto, nek svoj prostor, po drugi strani pa je seveda ta pritisk na telo mladostnikov zelo, zelo velik. Sploh zaradi vrstnikov, ki v tem obdobju dejansko nadomestijo starše v tem intimnem smislu, in tudi zaupanje in pa tudi, rekla, kritike, ki prihajajo strani vrstnikov, so toliko bolj boleče. In danes je ogromno tega. Če nekdo nekako izstopa iz nekega povprečja, to hitro postane predmet nekih žaljivk, nekih opazk, ki pa znajo biti v tem obdobju zelo boleče. Zato si še toliko bolj trudijo nekako ustrezati, fit in, kot rečejo oni, v ta nek družbeni kontekst. In seveda predvsem gre za to, da dojemanje samega sebe, da nisi ti kot objekt, ampak si kot subjekt in da je zelo pomembno, kaj vse tvoje telo zmore in kaj vse tvoje telo zna, ne pa samo to, kako tvoje telo izgleda. Predvsem nekako krepiti to mišico. Nekako zaveščati, da če imaš zdrave oči, 2 zdravi nogi, 2 zdravi roki, da je to nekaj neprecenljivega. Vprašanje, za koliko pa bi prodali svoje oči. Telo je neprecenljivo in premalokrat se tega zavedamo in tudi otroci se tega zavedajo. In se mi zdi, da ko jih kdaj soočimo z nekimi situacijami ali pa, rekla, z ljudmi, ki pa
res morajo prisiljeni živeti z nekimi omejitvami, z invalidnostjo, takrat znajo mogoče malo razširiti svoje obzorje in nekako videti, da je telo več kot samo videz. Seveda je videz tudi pomemben in nikoli ne rečem, da se ne smejo ličiti, da se ne smejo urediti, ampak gre predvsem za to, koliko časa, energije in denarja temu namenijo. Ker če je vse fokus samo na to, kako izgledaš, potem je to že obsesija, potem je to obsedenost, potem je to zasvojenost svojevrstna. Ampak gre predvsem za to, kaj vse ti telo omogoča. Telo je čudovit instrument, in nekako predvsem krepiti to mišico samozavesti. Lojze, Borut prikimavata, to se pravi, da... Zelo lepo ste povedali, se pravi, to je res velik problem. Moram reči, da jaz mogoče ne srečujem toliko teh pacientov, bo rekel, več mi se le ukvarjamo z boleznimi, tudi z temi estetskimi svetovanjem, tako da ko vidim te mlajše generacije, jaz jih večinoma vidim zaradi bolezenskih stanj, ker imajo pač, bom rekel, akne, rečemo, so najpogostejše vulgarne akne, ali pa tudi nekatere druga obolenja, ali pa imajo neke druge spremembe. Ampak mnogokrat so, tako kot ste povedali, zdaj se že malček zdravijo sami. Včasih je bilo tako, ko so se začeli, rečemo, akne so bolezen in jaz vedno povem, treba jih je zdraviti čimprej. Zdraviti. Zdaj tega vsa zdravila, ki so za zdravljenje aken, so krita iz zavarovanja. Torej imajo, bo rekel, narekovajo brezplačno, je krito iz zavarovanja. In zaradi tega, včasih so bili starši krivi, ker niso akne resno jemali in so prva pomoč šli v lekarno, druga pomoč je bila kozmetičarka in potem so te otroke, mi včasih rečemo en tak izraz, svalkali malo levo, desno, namesto da bi čim prej prišli do zdravnika, da bi začeli zdraviti, potem pač lahko uporabljajo različno kozmetiko. Danes, kot ste rekli, od influencerjev do vpliva interneta in zdaj, včasih smo rekli doktor Google, zdaj je že ChatGPT, se zdravijo sami. In ogromno teh mladostnikov, večinoma so to mlajši pod 20 let, se že vsaj leto, dve poskušali, kar seveda ne gre skupaj z medicino, ker mi ne poskušamo, še na živalih niso dovoljeni poskusi, poskušajo sami. Pa slišijo, da je ta zadeva, seveda v Sloveniji mnogih stvari se ne da kupiti, potem kupujejo preko interneta. Kot se rekla, ja, to sem bil presenečen, ker sem zadnje leta ogromno, ko so prinesli s tabo, je bilo korejske kozmetike. Dejansko to sem opažal sam. Tega nisem toliko poznal, da je res tak trend, da je bilo tega vedno več. In tukaj je mogoče škodljivosti z tega področja, ampak ste mi pa osvetlili drugo, ker nisem toliko poznal, da je dejansko to je velik problem. Malenkostno smo ta problem poznali, že mi smo bili najstniki, seveda, ko odraščamo. Jaz se spomnim takrat, so bile polemike, ko je bil, ne vem, Kozmopolitan ali ne vem, kjer revija je bila, ki so tudi se mnogi sociologi in pedagogi in ukvarjali in psihologi, kako napačen pogled dajejo otrokom ali pa ženskam, kako mora lepa ženska zgledati ali pa kako mora biti, ne vem, 10 vprašanj, kako mora biti pri spolnih odnosih pa tako naprej. In so jim pravili možgale zdaj, ker je pač internet oziroma te moderni mediji, je to potencirano krat 10. In to ni zdaj v zadnji nek novinar, ki je kolikor toliko z neko mogoče novinarsko etiko to pisal in je bilo pod neko kontrolo. Danes lahko to dela vsak. Brez neke moralne stvari, provokativno, če zna dobro govoriti, da je dober retorik, da zna dobro prepričati, to vzamejo svetu zares. To je ta težava, ki se v tem trenutku dogaja. Se strinjam zaradi tega, ker sicer nisem... Imate tudi najstnike. Tudi ni več, ja, smo ga že imeli. Ampak ja, smo že v teh letih, ko vemo, da te reči res tako potekajo. Prej je seveda izgled, ampak z telesa se zaveš takrat, ko te začne počasi izdajati. Takrat pol veš, kje si bil in kje si zdaj. Hotel sem to reči, da zdaj pri teh rečeh popularnih je nažalost tako, da zdaj ponudba generira povpraševanje. Včasih je bilo tako, da so pač bile potrebe, pa se mi je nekdo prilagodil, zdaj je pa ponudba tista, ki pravzaprav ima ves ta mehanizem za sabo, kot pravite, vse te reklame, vse te spodbude, vse te dražljaje in pravzaprav pol pa na to damo pa to globalizacijo, ki je svet odprla in je svet zmanjšala in
zdaj pravzaprav je vse dosegljivo, praktično vse je na Amazonu, vse je na Alibabi in tako naprej in vse se da dobiti. In to, kar sem že prej opozoril, so da zdaj pri kozmetiki se zna stvar zelo, zelo grdo zalomiti, ker pač dejansko ne veš niti, kaj dobiš in potem imate delo pa vi. Ja, nažalost, seveda pri kozmetiki je še en problem, ne? Namreč nekateri si sami posege delajo, ne? Prej ste rekla zapolnila, ne? Danes se polnila ponekod dobi tudi po internetu, ne? Ni treba, da ste... Potem si kar sami ubrizgali, kaj? Tudi. Imel sem paciente, naprimer, ki so si delali peeling z kislino, ki je na tržišču v Sloveniji, za bradavice, naprimer. Pa sem zvedel, da obstaja na internetu nek YouTube posnetek, kako si narediš ti peeling sam s tako zadevo, ne? In seveda je prišla deklica z hudimi kislinskimi opeklinami in brazgotinami zaradi tega. Tako da to je seveda še druga stopnja, ne? Ali pa da grejo seveda, ker je malček cenejši nekje, ne? Pa ne bom zdaj rekel kozmetični salon, kozmetični salon je še v redu, to smo se včasih sekirali, ampak dejansko grejo k sosedi. Ali pa grejo v neko stanovanje, se dobijo, eden ima malo izkušenj, ali pa je bil, ali pa nekdo, ki sploh ni, in naredijo bom rekel, svoje posege na takem področju. To pa sem videla, zadnjič nek dokumentarc je bil na to temo. Ja, mislim, prav obstaja. Mislim, da v Angliji, ali kje, no, prav rečejo temu, ne vem, kaj, botox party. Botox party, tako o tem so govorili. Da se dobijo prijateljice, pri eni doma in pol pride kozmetičarka, ne vem kdo, in pol vsaki izvede pač poseg, ne, v drugi sobi, tam pač alkohol in akcija. Ne si predstavljam. To sem tudi jaz slišal, ja, da so pač to izdelali. Ampak mogoče bi, zdaj smo kar precej težav s tem dobili, ampak predlagate kakšno rešitev, kaj bi se tukaj dalo narediti? To je problem, ne? Ja. Pri otrokih sigurno ozaveščanje, ne. Mislim, to, kar ste danes tudi vidva povedala, ne, iz tega področja, da nekako da nekdo osvetli ta problematičen del, ne, se pravi to, da imajo kreme in vsi kozmetični preparati ob nepravilni rabi tudi stranske učinke, a ne, in o tem jih nihče ne poduči, a ne, podobno kot s kozmetično kirurgijo ali z estetsko kirurgijo. Ja, vsi govorimo o tistih super rezultatih, a ne, ampak vendarle lahko obstaja tveganje. Moraš se tega zavedati, a ne, ko se v nekaj spustiš. Ne obsojam nikogar, vsak ima pravico, da odloča o svojem telesu, kakor želi, ampak to, da se seznaniš tudi z možnostmi, kaj lahko gre narobe. In to se mi zdi ključno, to bi mogli se z otroki pogovarjati že v osnovni šoli, a ne, tudi take stvari, ker vemo, da so to aktualne stvari. Nima smisla, da si zatiskamo oči, otroci to kupujejo na spletu, tam to je, ampak da jih opozarjamo na pasti, da lahko gre kaj narobe, da je ta droben tekst, kot sta rekla, zelo, zelo pomemben, ki ga nihče ne bere, a ne. Ja. Mislim, da je bil to zelo lep zaključek in tudi odgovor na vaše vprašanje, Borut, ne. V bistvu mi moramo biti aktivni, ne. Mislim, da smo v temle pogovoru izvedeli tudi nekaj, kar me zelo veseli, da se lahko zanesemo na urad za kemikalije, da pač stvari, ki grejo skozi vaš pregled in so potem na našem trgu, so varne in da se mogoče izogibamo internetnim nakupom, za katere v resnici ne vemo, kaj dobimo, ne? Jaz bi rekel, nikoli se ne zanašajte na nikogar, ampak samo na svojo zdravo pamet. Ja. In mogoče razmisliti, kaj želimo doseči s to kozmetiko, ne? Zakaj jo uporabljamo. In jaz tudi včasih povem, če nekdo se odloča za neko kozmetiko, kot se rekel, pridejo gospe s celo vrečo, ne, ker je bilo noter mogoče 1000-2000 evrov v tisti vreči kupljenih kremic, ki jih je uporabljala 2-3krat, je včasih bolj smiselno, če imamo neko težavo s kožo ali pa želimo nekaj dobiti, iti do strokovnjaka, si vzeti čas, se pogovoriti, kjer bojo potem dobili točno pravo navodilo, kaj je za njih primerno, kaj je nesmiselno, da se uporablja, ali pa a je sploh kaj potrebno uporabljati, ne?
Tudi to je včasih. Ja, Sploh ni potrebno, to nas prepričujejo, da moramo uporabljati. Verjemite mi, jaz vedno povem takole, veste, naša koža, naša jetra ne rabijo neke posebne terapije, tako ledvica, ker se obnavlja in tudi naša koža se naravno obnavlja, ne potrebuje nekih posebnih. Je sicer en problem, da je koža bolj obremenjena. Staranje je en dejavnik, ki spremeni delovanje kože, sonce je drugi pomemben dejavnik, ki spremeni delovanje kože in dejansko z leti se določene spremembe naredijo in takrat si pomagamo z nekimi pripravki, ampak mora biti usmerjeni, pravilni in ni treba, da so najdražji. Prej smo se pogovarjali o dragi kozmetiki, ki še zdaleč ni garancija, da je varna, da je zagotovo v redu. To so tudi marketinški pristopi, učinkovitost pa definitivno, če primerjamo z zdravilom, to niti ne sme imeti učinkovine. Zdaj ne bomo ravno zaključili s tem, da lepota prihaja od znotraj in da sta dovolj samo voda in milo, ampak če kdo uporablja samo to dvoje, tudi ni nič narobe, a ne? In če s tem zadovoljen, nima nobenih težav. Najlepša vam hvala, da ste bili gostje v podcastu Samo en planet in vse dobro vam želim. Hvala. Hvala, enako.